Bela odeja, snežinke, domačnost, toplina družine, gretje ob ognju, pričakovanje. Veselo razpoloženje in odmevanje kolednih pesmi, dobrih želja. Vonj po pečenem kruhu, praznično obložena miza. Bliža se rojstvo novega sonca, občutljiv čas, ki mu pretijo mnoge nevarnosti, čas povezave tudi z zgornjim svetom in čas vedeževanja. Vse to doživljamo v tem čarobnem času zime takrat, ko se ob zimskem sončnem obratu rodi novo sonce, sin Boga stvaritelja. Ime Božič s končnico ič le nakazuje na malega Boga. V slovanskem svetu velja Svorožič za sina vrhovnega boga Svaroga, za boga ognja, ki predstavlja sonce na zemlji. Predvsem pa je to čas ne le rojstva mladega sonca, ampak čas, ki ga namenimo družini in najbližjim. V simbolnem sporočilu zgodb in ljudskih pesmi spomladi srečamo boginjo, ki zanosi, ravno v noči zimskega obrata pa rojeva. Zato je to tudi čas ženskega sija v vsej svoji mogočnosti. V tem času namreč mnogokrat preveč poudarjamo zgolj moški aspekt, kjer gre za rojstvo Božjega sina tudi v naših starih predstavah o nesnovnem svetu, ki je del tudi naše notranjosti. A pozabljamo, da je ženska tista, ki mu v tem času nudi prehod v to stranstvo, ki nam vsem prinaša luč. Zato je seveda povsem razumljivo, da goduje v tem času svetnica Lucija. Ker se je tekom časa štetje dni spreminjalo in smo prevzeli drugačen koledar, jo danes praznujemo sicer že malce prej, a po starih predstavah se čas Lucije, prinašalke luči, sovpada z zimskim sončnim obratom. Obenem je popolnoma logično, da je Lucija tudi zaščitnica oči in vida, saj je zimsko rojstvo mladega sonca čas, ko se svetovi odpro, s tem pa ojačajo naša čutenja, kar nam posledično pomaga pri odpiranju tretjega očesa in s tem prinaša možnost novih, globih spoznanj. Cerkev je pričela praznovati krščanski božič šele v 4. stoletju, v splošnem pa so ga ljudje prevzemali le počasi, mnoga stoletja zatem. Do danes pa so se ohranili tudi mnogi stari, prvinski običaji. Ob tem času je dobro poznano kurjenje drevesnega panja tudi v drugih deželah, od nekdaj, na primer v Ukrajini, kar pa se je od starih časov prenašalo v ljudski tradiciji do nedavnega tudi ponekod pri nas. Priprave in obred nam dobro prikazuje dokumentarni film v režiji Jadrana Strleta Poganski ogenj. Moški so odšli v gozd, izruvali drevesni panj. Čok, štor s koreninami so prinesli domov. Gospodinje so očistile odprto ognjišče, nato so čok zakurili. Same priprave, nato kurjenje z molitvami, vedeževanje iz plamenov, pečenjem repe, z metanjem brinovih vejic v ogenj je obred, ki so ga opravljali, da počastijo rojstvo mladega novega Boga. Energija zemlje pa naj bi ravno preko korenin in nato dima prešla v nebo, da bi mu tako pomagali do večje moči. Brin so v obredih uporabljali, ker odganja slabe vroke in slabe sile, ki so v dom morebiti priklicale bolezni in razne nevšečnosti. Obenem pa brin prinaša tudi naklonjenost bogov in rodnost na poljih. Izdelovali so tudi venčke iz lobodike, da bi od domačih živali z njim odganjali zle duhove. Ljudje so pekli kruhke, imenovane sušec, in košček tega kruha so darovali ognju za večjo moč. Praznični kruh je značilen element obredi, saj hlebec ponazarja samo sonce
in vsaka lokalna skupnost ima svoj način peke in okraševanja. Sicer pa se je tudi vsepovsod drugod opravljalo kurjenje kresa, da se počasti rojstvo mladega sonca. Današnje koledovanje je še ostanek prastarega izročila. Kresovalke so pele pesmi in prinašale dobre želje od hiše do hiše, ob ognju pa se je rajalo. Ker se tudi nam bogovi oglašajo preko zvoka, je glasba oziroma zvok most do njih, je pot k božanskemu in predajanje energijam, ki vodijo v brezčasnost vesoljnega prostora. Tu pa ne moremo mimo kabrce, posebnega trikotnega inštrumenta, ki mu v svetovnem merilu ni para. Tako imenovani dehnari, voditelji svojih duhovnih skupnosti, so ga uporabljali v obredih in tudi ob drugih prilikah, saj zvok kabrce s svojimi vibracijami lahko vzpostavi globjo povezavo, kabrca pa je šla s svojim dehnarjem tudi v grob. Skozi mnoga stoletja se je iz roda v rod prenašala šega izdelovanja posebnega kota v hiši, kamor so ljudje postavljali jelkino vejevje, ki ponazarja večno zelenje, s tem življenje, cikličnost. Postavili so tja tudi vodo, ki očiščuje oziroma pospešuje pretočnost, pa žito in kruh za obilje ter ključ, ki varuje domačijo. Prav tako pa je za ta čas značilna bela omela, ki so jo izobesili nad vrata, saj gre za rastlino, ki ne raste iz zemlje, marveč v tako imenovanem nadsvetu, zato nosi še posebno moč neba, zvezd, lune in sonca. Za ta čas je značilno tudi dimljenje prostorov, s čimer jih energetsko očistimo. V zahodnih koncih Slovenije so to počeli z lesno gobo na brinovi palici, kje drugje pa so uporabljali različna zelišča, med njimi žajbelj in lovor. Po mirni in introspektivni jeseni, kjer smo analizirali svoje bivanje na zemlji v vseh pogledih, je s prihodom mejnika novega rojstva sonca čas za prehod iz črne v belo barvo. Poleg odprtega podzemlja je sedaj odprto tudi nebo. Zato smo veliko dovzetnejši za sporočila iz sveta bogov. In tako ni čudno, da so zato prav v tem zimskem času tako zelo veliko vedeževali. Nekateri z vlivanjem svinca v vodo, spet drugi iz pepela, iz katerega so skupaj z vodo in moko naredili jajce in vanj zataknili bobovo zrno. Vsa sporočila si je namreč veliko lažje razlagati v tem času, ko je nebo odprto in so nam energije onostranstva in nadsveta veliko bolj naklonjene oziroma so nam bližje. Ob tem času nas vse spodbuja, da se posvetimo družini, da najdemo harmonijo znotraj svojega doma in pogum za nove začetke, za novo prihajajoče obdobje, ki je polno preizkušen v času volčjih noči, dokler si mlado sonce zopet ne opomore. Dandanes pa tudi mi vsi, ki sledimo sporočilom iz davnine, ki živimo to pot vseživljenjskega osebnega zorenja po poti prednamcev, sprejemamo svet kot je, tako kot so ga pred nami. Gremo naprej in vsa obredja prilagajamo tudi današnjemu času. Staroverje je živ, spremenjujoč se organizem, kot je tudi človek sam. Z vsem razvojem, dognanji in napredkom v sedanjosti si ubiramo svoje poti, da globlje najprej razumemo sebe in ponotranimo na to ta duhovni svet energij, ki nam ponuja vse možnosti, da se razvijamo kot posamezniki in kot družba do največje možne mere samouresničenja in sooblikujemo ter ohranjamo zdrave, spoštljive odnose med sabo in do matere narave. Oboje pa je ključno za tvorjenje zdravih skupnosti. Čas zime je čas bele barve, ko se z nebom povezujemo skozi kronsko čakro, zato je ta čas poln novih spoznanj, idej in uvidov. Prepustimo se torej nebu, da nam spregovori.